Danes v Pomurskem dnevniku. Kdo so novi evropski poslanci? Shod evangeličanske humanitarne organizacije. Mednarodni dan gasilcev. Visok vodostaj reke Mure. Jutri bo oblačno s padavinami. Spoštovani gledalci in gledalke, pozdravljeni v družbi Pomurskega dnevnika. Včeraj so po celotni Evropi potekale volitve predstavnikov za Evropski parlament, prav tako pa smo v Sloveniji odločali še o 4 referendumskih vprašanjih. Dan po evropskih volitvah in glasovanju na posvetovalnih referendumih bodo izidom nedeljskega glasovanja prišteli še glasovnice, ki bodo prispele po pošti iz Slovenije. Čez teden dni pa bodo izidom prišteli še glasove iz tujine. Poglejmo si, kdo je bil najbolj uspešen. Na evropskih volitvah v Sloveniji je slavila SDS, ki je po delnih neuradnih izidih Državne volilne komisije s 30,65% glasov osvojila 4 poslanske mandate. Gibanju Svoboda sta pripadla 2 mandata, prejeli pa so 22,15% glasov, po enega pa so osvojili v Vesni z 10,53% glasov, v SD-ju z 7,72% glasov in NSI z 7,66% glasov. Vse kaže, da je Slovenska demokratska stranka četrtič zaporedoma zmagovalka volitev v Evropski parlament. V vsakem primeru bomo našo ekipo z Evropski parlament okrepili. Na prvem mestu zahvala vsem volivkam in volivcem, ki so v tej poplavi raznoraznih vprašanj in pol, ki so jih dobili na volišče za izpolnjevanje, prepoznali, zakaj v bistvu gre. Kaže tudi, da bo vladna koalicija na teh evropskih volitvah kot celota, ne samo kot največja vladna stranka, izrazito poražena. Zdaj, če bodo ti rezultati zdržali, bodo oni dobili praktično samo 2 mandata od 9. Zdaj, takega poraza tranzicijska levica v Sloveniji še nikoli ni doživela in upam, da bo tudi to sporočilo sprejeto. Evropskih volitev se je po preštetih 99% glasovnic udeležilo 41,34% volilnih upravičencev, kar je največ doslej. Naš glavni cilj danes je bil, da na te volitve, evropske volitve, privabimo čim več volivk in volivcev. Zakaj? Zato, ker so pomembne. In zaradi tega sem tako vesel, da je bila volilna udeležba daleč najvišja kadarkoli na evropskih volitvah. To je najprej. Drugo, jaz moram reči, da sem ravno tako vesel, da so ljudje tudi pokazali, da se zavedajo pomembnosti vprašanj, ki so bile na referendumu postavljena. Bila so postavljena 4 ravno etična vprašanja in jaz sem prepričan, da bodo vsa 4 dobila odgovor za. In tudi to je jasen znak, katere volivke in volivci jemljajo resno svojo državljansko pravico. In vesel sem, da je tako. Vesel sem, da je Slovenija danes, za razliko od kakšne druge države, večje države, pokazala levo-sredinski obraz tudi v Evropi. In jaz sem ponosen na to. In zato še enkrat vsem najlepša hvala. V Evropski parlament so bili z liste SDS izvoljeni tako Romana Tomc, Milan Zver, Branko Grims in Zala Tomašič, z liste Gibanja Svoboda pa Irena Joveva in Marjan Šarec. Z liste Vesna je bil v Evropski parlament izvoljen Vladimir Prebelič, z liste SD Matjaž Nemec ter z liste NSI Matej Tonin. V tem mandatu torej v Evropskem parlamentu ne bo nobenega pomurskega predstavnika. Jaz bi se seveda v prvi vrsti zahvalil vsem 9 kandidatkam in kandidatom iz vrst socialnih demokratov, kajti mislim, da smo v zadnjem mesecu res pregarali si ta mandat, resnično in iskreno. V drugi vrsti mi dovolite, da se zahvalim vsem tistim, ki so sodelovali v kampanji. Imeli smo eno nalogo in seveda, da vrnemo socialno demokracijo tam, kamor sodi. In rezultat evropskih volitev kaže, da smo izboljšali rezultat, ki izhaja iz zadnjih državnozborskih. Svojim podpornikom pa se je zahvalil tudi Vladimir Prebelič iz liste Vesna, ki je neparlamentarna stranka in je dosegla 3. mesto v Sloveniji. Zelo smo zadovoljni z rezultatom. Osvojeno 3. mesto v Republiki Sloveniji, stranka, ki ni v parlamentu, mislim, da je vrhunski dosežek. Pripravljeni smo na izzive, dodobra smo naštudirali tudi že sistem delovanja, torej praktično z naslednjim dnem začnemo delati v Evropskem parlamentu. Naš cilj je, da zaščitimo interese Evropejk in Evropejcev, državljank in državljanov tudi Republike Slovenije in predvsem, da zaščitimo vrednote, na katerih pravzaprav Evropska unija počiva.
Minulo nedeljo pa je potekal 56. shod evangeličanske humanitarne organizacije Podpornica, ki je tokrat bil pri gradu na Goričkem. Shoda se je udeležila tudi predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar. Več pa v novici. Shod evangeličanske humanitarne organizacije Podpornica poteka na območju ene izmed cerkvenih občin. Tokrat so se pri gradu Grad na Goričkem zbrali številni gostje. Shoda pa se je udeležila tudi predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar. Potekala je tudi dobrodelna tombola. Veliko čast mi je, da sem danes z vami. Dobrodelna evangeličanska humanitarna organizacija Podpornica s svojim delovanjem skrbi za ljudi v stiski, jim nudi pomoč in oporo. V današnjem svetu, ki vse bolj strmi k materializmu, ste vi luč za vse, ki so pomoči potrebni. Videti človeka v stiski in mu nuditi nesebično pomoč, ne glede na njegovo versko prepričanje, ne glede na kakršnokoli pripadnost, je neprecenljivo. Bodite ponosni na svoje poslanstvo in vsem vam se zahvaljujem za vse prižgane iskrice v očeh. Naj vam današnje srečanje v občini Grad ostane v prijetnem spominu in naj vam dobrota srca napolni vsak vaš dan. Hvala vam. Evangeličanska humanitarna organizacija Podpornica sicer predstavlja cerkveno dobrodelno organizacijo, ki omogoča posameznikom, družinam in vsem ljudem v stiski pomoč na različne načine. Krovni programi delovanja humanitarne organizacije so mobilna diakonija, pomoč v stiski in pomoč otrokom in mladostnikom. Evangeličanska humanitarna organizacija Podpornica je diakonična veja delovanja evangeličanske cerkve v Sloveniji. Namenjena je pomoči sočloveku v stiski, ne glede na versko, politično prepričanje ali njegovo narodnostno pripadnost. Veseli nas, da smo se navkljub njeni majhnosti, Eko Podpornica ima samo 3 zaposlene, lahko pomoči prostovoljcev njenih zaposlenih združili in pomagali pri odpravljanju posledic okoljskih ter socialnih izrednih razmer. Pri tem je uspešnost pomoči vedno odvisna tudi od posameznikov, ki svojo zavzetostjo, požrtvovalnostjo in človekoljubjem ter nesebičnostjo izstopajo ter vestno upravljajo to humanitarno poslanstvo. Podelili pa so tudi zahvalno plaketo Štefana Kuzmiča za dolgoletno delo v Eko Podpornici in v evangeličanski cerkvi. Prejemnik zahvalne plakete je bil Jože Rituper. Jaz se zahvaljujem vsem, kateri so z mano skupaj trpeli, kajti znamo, življenje je takšno, to so hribi in doline, to so bregovi. Mi smo kak atlet, ko gre čez ovire. In te ovire smo skupaj mi premagovali. Jaz z pomočjo mojih prijateljev, kolegov, 55 let sem gasilec. Moram povedati, da 55 let moji gasilci, kolegi, mi pomagajo, posebej zdaj, ko sem 24 let v službi, to je ne služba, je delo, katero upravljam, to je humanitarno delo in ga z voljo upravljam. Zdaj pa znate kako, jaz sem v penziji, ampak tako kako so katoliški župniki pa naši farari, naprej mu delo samo bolj malo manj. Minulo soboto smo praznovali Mednarodni dan gasilcev in v sklopu tega dogodka se je v petek v občini Lendava zgodil prav poseben dogodek. Župan občine Janez Madžar je namreč povabil vse člane prostovoljnih gasilskih društev občine, tudi poklicne gasilce, da se mu pridružijo na dogodku, kjer se bodo skupaj poklonili plemenitemu delu, ki ga opravljajo. Na dogodku je prostovoljno gasilsko društvo Gornji Lakoš čakalo prav posebno presenečenje. Tako so zazvenele sirene novega gasilskega avtomobila, ki ga je občina Lendava podarila prostovoljnemu gasilskemu društvu Gornji Lakoš. In tako veseli so bili gasilci, ki so dobili novo vozilo. Za nas društvo zelo dosti pomeni, ker naše prejšnje vozilo je dotrajalo. In smo zelo ponosni, da nam je župan dal priložnost za ta
pridobljeni avto. V Lendavi je namreč včeraj potekal dogodek, ki ga je organiziral sam župan občine. Rani smo vrste, tovariši vsi, po noči, po dnevi na straži. V zahvalo za njihovo požrtvovalno in nesebično delo v lokalni skupnosti in tudi izven nje sem se odločil, da pokličem naše prostovoljne in tudi poklicne gasilce iz Nafte, da se skupaj podružimo, da se pogovorimo in tudi izmenjamo kakšne izkušnje. Prostovoljno gasilsko društvo je lansko leto praznovalo 150. obletnico in gasilstvo je tukaj čutiti v krvi prebivalcev. Že moj dedek je bil gasilec in vedno mi je pripovedoval o stvarih, kot je imeli so požare na vasi in kako je bilo z gašenjem takrat in vedno me je tole zanimalo, pa tudi družba je vedno v redu. Kaj najraje počneš? Za prijateljem gasim. Pa hodite tudi na kakšna tekmovanja? Ja. In kako je na tekmovanjih? Dobro. To, ker jaz imam rada gasilci. Vade. Smo že bili, 3. mesto smo dobili. Prostovoljni gasilci so ljudje z velikim srcem, ki nesebično pomagajo in to je potrebno nagraditi. Prostovoljni gasilci v slovenskem prostoru v sistemu zaščite in reševanja, in to priznavajo vsi, so najmočnejši, najštevilčnejši, najbolj organizirani sistem takrat, ko je potrebujejo. V Sloveniji štejemo 36 000 slovenskih prostovoljnih gasilcev. Od tega jih nekaj več kot 1500 najdemo v gasilskih društvih, ki spadajo pod prostovoljno gasilsko društvo Lendava, na kar so seveda vsi zelo ponosni. Prosto. Sprejem pri županu, pa to, da dobimo skupaj to, da župan pove svoje, pa to, da se zahvali tudi za prostovoljno delo, kar se ga opravljamo, dečki, ko ga opravljajo pa to. Na še več tako izjemnih dogodkov, kjer se bodo gasilci lahko tudi spočili, veliko varno prevoženih kilometrov in z gasilskim pozdravom na pomoč. Reka Mura pa ima zaradi povečanega dotoka vode iz Avstrije velik pretok. Vse to pa je posledica obilnih padavin v zadnjih tednih. Huda neurja pa so čez vikend pustila tudi hude posledice v sosednji Avstriji. Obilne padavine marsikje povzročajo težave. Velike pretoke imata Drava in Mura zaradi povečanega dotoka iz Avstrije. Predvsem v noči na torek bodo reke po državi začele hitro naraščati. Zvečer in ponoči lahko ob krajevnih plohah in nevihtah hitro narastejo in poplavijo posamezni manjši vodotoki in hudourniki, ob tem pa lahko pride tudi do poplavljanj padavinske vode. Sprva bodo naraščale reke na severozahodu države, v noč na torek pa tudi v severni, v srednji in deloma vzhodni Sloveniji. V torek čez dan bodo reke v srednjem in spodnjem toku še naraščale. Prevladovala bo velika vodnatost rek, je zapisano v hidrološki napovedi Agencije za okolje. Vremenoslovci sicer napovedujejo, da bo danes popoldne spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Ponoči pa bodo krajevne padavine z nevihtami zajele večji del države. Vmes bodo tudi nalivi. V sredo bo pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo pogoste zjutraj in dopoldan. Avstrijsko Štajersko pa je v soboto prizadelo hudo neurje z močnimi nalivi, zaradi česar so ponekod reke prestopile bregove. Zaradi nalivov je močno narasel eden od pritokov reke Mure, ki je prestopil bregove in poplavil središče Übelbacha. Narasle vode so odnesle tudi nekaj avtomobilov, rešiti pa so morali tudi več ljudi. V vremenski napovedi pa preverimo še, kakšno vreme nas čaka v naslednjih dneh. Današnji dan je bil v Pomurju pretežno oblačen s padavinami. V Murski Soboti in Ukrajinskem parku Goričko je bilo poldne namerjenih 19, Radencih 20 in v Lendavi 21 stopinj Celzija. Jutri bo oblačno s pogostimi padavinami. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 14 do 21, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in v Mariboru se bodo gibale okrog 15, podnevi med 20 in 21 stopinj Celzija. V sredo bo pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo pogostejše zjutraj in dopoldne. Ponekod bo zapihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Tudi v četrtek bo pretežno oblačno, predvsem v zahodni Sloveniji bodo še nastale posamezne plohe.
Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale med 9 in 12, čez dan pa med 21 in 24 stopinj Celzija. To bi bilo za danes vse. Če želite biti na tekočem v dogajanju v Pomurju, pa vas vabimo, da obiščete našo spletno stran www.tvdeja.si. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.